Lepo pozdravljeni, dovolite samo še sekundico, da pripravimo naše papir. Naslov te prezentacije, tega ekspozeja, tega referata, kako ga že imenujemo, je Metamorfoze blaga na umetnostnem trgu. In če morda niste prebrali ta povzetek, izvleček ali kakokoli, bi samo v dveh stavkih napovedal, o čem bom govoril. Jaz se bom nekako omejil na dva primera, izbral sem pač ta dva primera, ki se mi zdi, da sta morda zanimiva za temo tega našega simpozija. Oba sta iz sodobne umetnostne produkcije na področju scenskih umetnosti, performansa, performing arts, recimo, če upravimo to angliški izraz, ki ga težko prevajamo, vse to veste, to je, prevajamo na vse možne načine scenske umetnosti, izvajalske umetnosti in tako naprej, noben ni ta pravi, ne smemo pa uporabljati teh tujk preveč, pa smo vedno dvemi. No, skratka, gre za dva primera iz sodobne, torej slovenske umetnostne produkcije, za katere je značilno, da se, s tem pravim, nadidentificirajo z logiko delovanja umetnostnega trga. Zdaj, kaj mislim s to nadidentifikacijo z logiko delovanja umetnostnega trga? Mislim, da bo kmalu postalo jasno. V osnovi je to pač neka logika borze. Kupiš poceni, prodaš, poskusiš prodati dražje in ustvariš nek profit na ta način. V prvem primeru, za začetek bom zavrtel en tak zelo kratki video insert, začetka performansa Kupec z žilico, ki ga je izvedla Katarina Stegnar kot en tak vod v to zgodbo in potem v drugem delu bom pa dal primer treh Janezov Janš, oziroma treh umetnikov, ki so se preimenovali v Janez Janša, to je bilo pred leta 2007, dva še vedno ustrajata pri tem, en se je pa preimenoval nazaj, pač vzel nazaj svoje nekdanje ime. Ampak še vedno jih nekako tretiramo kot trio Fantasticus, ki nekako izvaja ta svoj večletni projekt. No, evo, da začnemo najprej s tem obljubljenim prizorom. Zdaj, moje vprašanje je za organizatorje, bi bilo možno samo za 2 minutki izklopiti nekako to luč, da se malo boljše vidi, potem bomo takoj prižgali, samo 2 minutki, če tako. Prvo, tudi jaz sem. Mislim, da to 200 v super, hvala. Sam 2 minuti, pol pa bomo spet prižgali, če bomo izgledali nič. Evo. Poglejmo najprej uvodno situacijo. Cena vstopnice, ki ste jo morali danes plačati, je 10 evrov. Za ta denar povsem upravičeno pričakujete, da boste videli nekaj novega. Neko novo umetniško delo. Neko novo interpretacijo. Novo fascinacijo. Mogoče neko atrakcijo. Nek dogodek. Roko na srce, za 10 evrov pričakujete res veliko. Poglejmo sedaj trenutno situacijo.
jaz nekaj prodajam in vi nekaj kupujete. Nihče od nas ne ve, koliko je v resnici to vredno. Vemo samo to, koliko je bilo treba plačati za prisotnost. In jaz sem tukaj zato, da se nam to splača. Čestitam. Naredili smo odlično kupčilo. Vaš denar je postal umetniško delo. Začetna cena je 10 evrov. A slišim 20 evrov? 20 evrov. A slišim 30 evrov? 30 evrov. Slišim 40 evrov. Okay, zdaj lahko šljemo oči, prosim. Pa lahko tudi zmanjšaš zvok, ne, da zdaj ne bom več kao, ne, da ne bomo koga prestrašili, ne, slišno. Ne, artikuliram. Oziroma lahko tudi tlej stopim, ne, pa stran pa je. Ok, super. Dobro, to je bilo tako malo za, mogoče za tiste, ki se ta performance niste ogledali, ne, da si mogoče nekoliko lažje predstavljate, ne, zakaj gre, čeprav to je samo uvod v njen performance, ki se potem seveda razvija, ampak tukaj je bilo nakazano, v katero smer to gre, ne, gre v smer neke aukcije. In ko smo videli, ne, Katarina Stegnar, ne, ta performerka, ki jo vidimo, ki smo videli na posnetku, pravi na začetku, poglejmo najprej to uvodno situacijo, ne ugotavlja banalna dejstva, ne, kot je, ki bi jih lahko primerjali mogoče s tistimi banalnostmi, ne, iz UNESCO-vega učbenika angleščine, ne, iz katere potem nastane plešasta pevka in pač tako rekoč, ne, teater absurda, ne, nastane tako, ko se pač človek uči, ne, angleščine, ne. Se pravi, take banalnosti, kot je cena vstopnice je bila 10 evrov, vse to vemo, ne, ko smo pač plačali, ne, no, tisti, ki so plačali, kateri pridejo tudi za stojni v teater, ne. Skratka, je bila 10 evrov, vi ste to ceno sprejeli, kupili ste vstopnice in kaj ste s tem kupili, ne, kupili ste pravico, ne, do začasne uporabe sedeža v dvorani, ne, v kateri se dogaja performance, to se dogaja ravno tukaj v stari elektrarni. In tako naprej, in tako naprej. Ne. Skratka, to so čiste banalnosti. Ne. To razmerje med njo, kot igralko, performerko, ne, in nami, njenimi gledalci, ne, Katarina predstavi kot neko svojevrstno ekonomsko razmerje, za katerega ugotovi, da je realno vredno 10 evrov na glavo gledalca. Zakaj smo gledalci kupili vstopnice? To je neko vprašanje, ne, ki si ga zastavi sebi in nam, ne, performerka, ne, in pravi, to je njena interpretacija, ne, kaj pričakujemo, pravi igralka, da bomo videli nekaj novega, da bomo videli novo umetniško delo, neko novo vizijo, novo interpretacijo, novo fascinacijo, mogoče celo kakšno atrakcijo, nek dogodek, ne. To nas žene, ne, v teatri smo pripravljeni 10 evrov, da začasno zakupimo sedež, ne, da si lahko gledamo performance. Mimo grede povedano, to ni bilo vedno tako, da si začasno zakupil sedež, ne. Veste, v starih časih, ne, so recimo tam v času, ko recimo pri nas, ne, nastaja nacionalno gledališče, postopoma, ne, še preden je bilo dejansko zares ustanovljeno, ne, imate situacijo, ne, da si recimo lahko kupil, ne, sedež ali ložo, ne, v gledališču in je tvoja. Ne. Se pravi, če ti ne prideš na predstavo, noben ne bo sedel v tej loži, ona je zaklenjena. Ne. Včasih je bilo tako, ne, danes je to nekoliko drugače. Dobro, imaš abonajski sedež, ampak to je takrat, ko je tvoja predstava. Ne. V tistih časih je to pomenilo, ne, imaš ložo in je tvoja. Ne. No, zdaj, kot smo slišali, ne, Katarina pravi, no, za teh piškega 10 evrov to res malo preveč pričakujete, ne, ampak dobro, jaz sem tukaj zato, ne,
pravi, to je neka realna situacija, neko realno razmerje med nami in jaz to spremem kot tako. Ne? In se pravi, to je neko pomembno otvoritveno dejanje performansa. Zakaj? Zato, ker z njim igralka nekako zelo brutalno, neposredno definira situacijo, v kateri se nahajamo. Ne? In ona kot performerka in mi kot gledalci, ne? Kajti, ne? V danih okoliščinah, ne, je njena realna cena, v narekovajih, ne, na umetnostni sceni, scenskih umetnosti ocenjena na 10 evrov na glavo gledalca. In mi kot gledalci, ki smo pravzaprav konzumenti tega performansa, ne, za ogled tega performansa smo pač bili pripravljeni plačati 10 evrov. Ne. Se pravi, mi smo na nek način priznali ceno, ne, njeno ceno na umetnostnem trgu. Ne. Zdaj, tukaj seveda je treba dati hitro en tak komentar. Ta performans je bil subvencioniran. Če ne bi bil subvencioniran, bi verjetno potem bila cena nekoliko višja. Ne, se pravi, tukaj nimamo čistega tržnega razmerja, ne, ker intervenira država skozi inštrument, ali pa lokalna skupnost, pač kakorkoli že, skozi inštrument subvencioniranja, ne, podpore pač neki kulturni umetnostni dejavnosti. Ne. Zdaj, pri tem je ključno, ne, da smo gledalci s tem uvodnim nagovorom interpelirani v potrošnike. Ne. Mi smo torej prišli v gledališče, da bi svoj denar oziroma ergo dohodek v tem primeru zapravili. Ne. Pri tem sprejemamo nekaj tveganja, ne, a 10 evrov vendarle ni to neko veliko tveganje, ne, da bi zaradi tega si grizli nokte, ne, in če nam predstava pač ne bo všeč, ne, bomo sicer razočarani, ampak kljub temu verjetno ne bomo potrti, ne, ker smo zapravili teh nekaj evrov svojega dohodka in recimo eno slabo uro svojega časa. Ne. To je situacija, ki je običajna, v njej ni nič takega, kar bi nas pretreslo. Mi seveda že intuitivno vemo, da smo pač potrošniki in da svoje dohodke iz dneva v dan, iz meseca v mesec pač zapravljamo za neke razne produkte. Ne. Zdaj naj spomnim, da so že ohojevci, ne, so že zdavnaj, ne, za umetniški artefakt, ne, so uporabili izraz artikel. Ne. In seveda, ne, danes sploh potrošniki živimo v nekem velikem supermarketu, ne, napolnjenem z raznimi artikli, ne, iz katerih pač jemljamo to, kar rabimo oziroma mislimo, da rabimo. Ne. Zdaj, v kupcu žilico, ne, kot se imenuje ta performance, se pa vendarle zgodi nek naslednji korak, ne, in zaradi tega sem se tudi odločil, da govorim o tem in to pokažem, ne, če bi ostala sam pri tem, potem se mi zdi preveč banalno, ne, pa ko naredi naslednji korak, ki to perspektivo premakne, jo zasuče, ne, in kako je premakne, ne, gledalcu potrošniku Katarina v tem svojem performansu določi novo vlogo in sicer vlogo gledalca investitorja. Zdaj, kot vemo, ne, iz Marxovih analiz klasiko meščansko-politične ekonomije, se produktivno delo razlikuje od neproduktivnega dela natanko v tem, da ustvarja presežno vrednost. In sicer presežno vrednost za kapital, seveda. Ne. Neproduktivno delo, po drugi strani, ni neproduktivno zato, ker ne bi ničesar proizvajalo, ne, ampak zato, ker se ga kupuje z dohodkom in ne s kapitalom. To je ključno, ne, za razumevanje pač te razlike, ki jo pač Marx se ukvarja pač, v svojem delu. To abstraktno razmerje med produktivnim in neproduktivnim delom nekoliko poenostavljeno lahko apliciramo na situacijo, kot jo imamo v tem performansu, in potem vidimo, da smo udeleženci v neki ne povsem definirani situaciji, v kateri nas igralka perfidno, res tako pazljivo, subtilno, perfidno, ne, pripelje do točke, ko začnemo kalkulirati o možnosti, da bi iz nekega v osnovi neproduktivnega položaja, ne, se pravi potrošnika, ki zapravlja svoj dohodek, skovali nek zaslužek. Ne. Se pravi, da bi se nekako prelevili v nekega investitorja, ki z nakupom umetnine špekulira na umetnostnem trgu. Iz navadnih porabnikov dohodka se torej lahko prelevimo v umetnostno-tržne špekulante s to preprosto operacijo, da del svojega dohodka spremenimo v investicijski kapital. Če bomo dobro investirali, bomo s pomočjo tega kapitala v neki časovni perspektivi generirali profit,
seveda pod predpostavko, da bo cena kupljene umetnine v tem času zrasla. Ker pa umetnostni trg še vedno dominantno operira z nekimi utepljivimi, materialnimi objekti, čutno nazornimi objekti, nam Katarina seveda zvito ponudi en tak objekt, to, kot smo videli, to je ta umetnina 10 evrov premazanih z njeno krvjo in je to pač še več v neki taki lični leseni škateljci, spolirani, da bi to zgledalo čim bolj artefaktovsko. In seveda nam na ta način ponudi nekaj konkretnega, kar ni nekaj minljivega, kot je pač performance, ta časovna abstrakcija gledališča in performansa, performnega arca je seveda nekaj, kar je vprašljiv, kar je problematično, z vidika, recimo, operiranja na umetnostnem trgu, pa tudi celo z vidika kulturnih industrij. In pač ta artefakt postane lepo dovzeten, uporaben za trgovanje na umetnostnem trgu. In seveda, ker od konceptualizma naprej ni dvoma, da v primeru, ko umetnik pove, to je umetnina, da to umetnina ne bi bila, pač je, ker to je logika konceptualne umetnosti, smo lahko mirni, torej imamo opravka z umetnino in bomo lahko z njo trgovali. Večji del performansa je potem posvečen prepričevanju nas kot gledalcev, gledalcev investitorjev, da se nekako odločimo za nakup te umetnine. K temu nas poskuša performerka spodbuditi s poudarjanjem neke njene kariere, z imeni in družbenimi položaji, ki jih zasedajo posamezniki, ki so že prej kupili to umetnino, ki bodo na vsakem performansu pač naredjeno umetnino. In skratka navajati vse tiste okoliščine, ki so pomembni za ustvarjanje neke aure in za kreiranje prestiža, neke, bom rekel, relativno elitne situacije, da se nekako odločimo za nakup umetnine za neko ceno, ki je videti pravzaprav nizka, glede na to, kaj lahko pričakujemo, da se bo zgodilo v prihodnosti pri špekulaciji na umetnostnem trgu. Zdaj, ta situacija je seveda hkrati privlačna in tesnobna. Gledalci smo pod nekim baražnim ognjem performerke, ki nam ne pusti, da v miru odgledamo to, za kar smo plačali 10 evrov. Ona nas matra, ona nas maltretira, nas poskuša prepričati in ne pusti nam, da bi bili potrošniki, da bi bili samo potrošniki. Ponuja nam, da se tudi v gledališču obnašamo kot normalni, razumni, preračunani investitorji, tako kot se to tudi pričakuje od vsakega normalnega, razumnega, preračunanega posameznika v neoliberalnem kapitalizmu. Skratka, dajte se ljudje normalizirati, dajmo nekaj, migajmo, investirajmo, oplajajmo denar. Pri tem je pomembna prav tesnobnost položaja, ki ga ustvari že samo dejstvo, da nas igralka nagovarja kot potencialni investitorje in na vsak način poskuša doseči, da bi nekdo v občinstvu to vlogo tudi dejansko sprejel. In okrog tega se vrti večji del performansa. Seveda, pazite, tukaj moram vendar eno oklepajček narediti, to besedo, ta izraz investitor uporabljam seveda metaforično, kajti nakup umetnine sam na sebi še ni investicija. Investicija bo lahko izkazala se bo, ta nakup se bo izkazal kot investicija pozneje, če bo odvisno od prihodnjega ravnanja kupca, če bo imel samo zaradi tega, da občuduje v svoji dnevni sobi, je to ena stvar, če jo kupi zaradi tega, da bi z njo naprej, da bi jo prodajal za višjo ceno, je to neka druga situacija. Ampak kakorkoli že gre za nekaj, kar je ena situacija, ki nas sili, da smo nekaj več kot samo konzumenti, kot potrošniki. Zdaj, ta performance, ki je solo performance, se je začel kot en prizor znotraj enega širše predstave, ker je pač nastopalo več performerjev in od takrat 5 minut.
Pol pa do Janš ne bom prišel. Dobro, ne škodijo. Bom ostal pa pri Katarini. Zdaj, to kopičenje referenc, imen kupcev z imenom, ki kreira interes za nakup in posledično tudi pripravljenost potencialnih kupcev, da za to umetnino plačajo več, je nekako glede na okoličine videti razumno in razumno v tem smislu, da mi lahko da nam poskuša pokazati performerka, da je zdaj cena že med tem zrasla, ker je pač v času, ko je ta performance izvajan znotraj neke druge predstave, je bila cena nižja od te, ki jo ona zdaj ponuja v svoji predstavi. In ta, recimo, cena, ki jo ponujala, takrat, ko sem se jaz tudi predstavil, je bila, recimo, 990 evrov, z možnosti obročnega odplačevanja 10x99 evrov, kar je seveda neka taka porugljiva iluzija na običajne te marketinške trike. In kaj je, seveda, lahko še vedno si mislimo, da to niti ni Bog ve kakšen velik dosežek, in da je morda vse skupaj še preveč banalno, ampak tukaj je pomembno namreč to, da performanka na ta način razgali neko logiko delovanja umetnostnega trga, ki je, kot rečeno, v grobem enaka logiki investiranja na borzi. Kupi poceni in prodaj čim dražje. Zdaj, s tem zviševanjem prodajne cene svoje umetnine umetnica dela zase, a hkrati tudi za vse tiste, ki so bili do zdaj kupci z žilico in so dobro investirali. Takrat so kupili poceni, danes pa morda lahko drago prodajo. Igralka zelo natančno diagnosticira to situacijo, ko že na začetku performansa pove: jaz nekaj prodajam, vi nekaj kupujete. Nihče od nas še ne ve, koliko je to resnično vredno. Jaz pa sem tukaj zato, da se na to splača. Se pravi, natanko tako nam splača, ne samo njej, ampak nam, tisti, ki recimo se odloči za to investicijo. Iz razumljivih razlogov, ker si lahko obeta nek zaslužek. Seveda se lahko ob tem vprašamo, ali bi bilo možno narediti še en korak več v to smer, v katero se je razvil kontekst te produkcije in prodaje igralkenega artefakta. Inkaso je bil predstava, ki je bila sestavljena iz več solo performansov, kot sem rekel, ki so vsak na svoj način in iz svoje perspektive problematizirali neko skupno topiko. Kupec z žilico je solo performance, ki preigrava formo aukcije, a hkrati jasno daje vedeti, da je to kljub vsemu gledališki performance. Zdaj lahko se sprašujemo, ali bi lahko iz te teme in iz te konkretne ideje nastal nek format izvedbe, ki bi ponovno zasuhil perspektivo, ki bi prišel na neko meta raven. Če je, skratka, tisto, kar me tukaj zanima, je to, da če nam je jasno, da tudi tiste umetnostne usmeritve, ki naj bi nasprotovale instituciji umetnosti, same podlegajo logiki njenega delovanja, vključno z umetnostnim trgom kot njenim pomembnim sestavnim delom, kam bi bilo smiselno ali bolje morda nujno potrebno usmeriti ost kritike in umetniškega eksperimenta, če recimo vzamemo ta performance kot svoj vrstni umetniški eksperiment. Mislim, da bi se verjetno lahko strinjali, da gre pač za neko poskus, neko eksperimentalno situacijo. Morda sam, če imam še 2 minutki, bi samo tukaj zdal nekaj pač pravo povedati do konca, vsaj v zvezi z Katarino Stegner, ker za Janša ne bo časa, mogoče pol, če mi kdo dal istočico, mi vprašal, bom izkubil s to montažo. Možna strategija bi lahko bila, da se preseka gordijski voz v distance in da se gledalca neposredno vključi, zdaj smač špekuliram, kam bi lahko to šlo, ta eksperiment, in se gledalca neposredno vključi v dogajanje, kar smo sicer pogosto videli, med drugim tudi pri projektih Via Negativa, to je pač skupina Katarina Stegner. V nekaterih prejšnjih časih, naprimer v 60-ih letih prejšnjega stoletja, je to pomenilo gesto nazornega prikaza neke komunitarnosti gledališkega občestva, svojevrstno zlitje igralcev in občinstva, ki naj bi potekalo spontano skozi neko
skupinsko kolektivno gesto. Danes je ta strategija dedistanciranja nekako bolj individualizirana, atomizirana. Ne? Gledalci so naslovljeni kot posamezniki in se jih kot take poskuša neposredno vključiti v dogajanje. Včasih v obliki neke razgrnitve določenih pravil igre, ko gledalec najprej mora premisliti svojo vlogo v dogajanju, mora se odločiti, ne, ali naj vstopi v dogajanje ali ne. Skratka, gledalec nekako deliberira, ne, je v nekem solilokviju, ne, v notranjem dialogu, kaj storiti, ne, in ali bi se vključil, ne, v dogajanje ali pa bi raje ostal na neki varni razdalji. Zdaj, tukaj imamo en problem, ne, ker morda bolj kot sama ta dilema, neposredna fizična vključitev v dogajanje ali distanca, ne, je pomembna dilema, ali s tem, da tako imenovano angažirano gledališče gledalca dvigne iz njegovega sedeža in ga privleče na oder. Ne, ali s tem, ko ga pripravi do tega, da glasuje o tem ali onem, ali s tem, ko ga izzove, da se vključi v aukcijo neke umetnine v tem primeru, recimo, in podobno, teh situacij imamo kar nekaj, ne. Skratka, ali s tem karkoli prispeva k njegovi kritičnosti. Ne. Zakaj to sprašujem in s tem bom zdaj zaključil, ne, da me moderator ne bo bil, ne. Ta igrana ali zaigrana subverzivnost namreč lahko proizvede iluzijo, da je v končni konsekvenci, ki je v končni konsekvenci zgolj potuha kritičnemu gledalcu, da svoj angažma opravi kar v gledališču in se tako prepusti pasivnosti v realnem življenju. Tukaj se bom žal moral ustaviti, čeprav bi lahko še manj razvil naprej argument z vpeljavo v debato tega primera treh Janš, ampak to bi zahtevalo še preveč časa, ki ga žal nimam. Tako da hvala za vašo pozornost, sem pa tukaj za vaše vprašanje. Hvala lepa. In seveda smo na red za vprašanja. Razen, če želite, da mu damo 5 minut, da še Janeza Janša pojasni, če lahko to v 5 minutah. Ne, težko. Težko, ne? Bi še 30 minut. Ja, da bi ni treba hiteti, ker ni lepo slišati, ne poslušati, če bi to hitine. Ja, seveda, prosim. Mislim, da jaz mogoče probala skozi svoje vprašanje dati Aldu še nekaj časa, da pojasni to. In sicer mene bi ravno zanimal odgovor na to vprašanje, ki se ga na koncu zastavil. In sicer, če izhajamo iz neke Ransjerovega branja sodobne ali pa tolmačenja sodobne umetnosti oziroma nekega sodobnega pogleda, ki ga recimo beremo v njegovi zadnji knjigi Emancipirani gledalec, in ker v bistvu razvija to svojo staro tezo, da v bistvu, če postaviš neko aktualno temo na oder ali skozi umetnost, še ne pomeni, da se s tem naredijo nekaj kritičnega, oziroma če je tvoja umetnost kritična, še ne pomeni, da je učinek kritičen, oziroma da to spodbudi v gledalcu pač neko željo po spremembi obstoječega stanja. In zdaj, če gledamo v bistvu tale primer performance in kaso, od Katarine Stegner, o katerem si govoril, bi me zanimalo v bistvu odgovor na to vprašanje. Ali bi ta performance mogoče bil bolj uspešen, če publika ne bi bila tako preračunljiva, pa padla vedno na to finto in vedno kupila teh 10 evrov za, ne vem, več evrov, kot je pač na začetku bila izhodična cena, oziroma ali bi ta performance bil uspešen ravno na točki svoje spodletelosti, svoje neuspešnosti, in sicer takrat, ko bi publika zavrnila nakup tega pač na novo nastalega umetniškega dela, ki je obogaten in toliko pač temu primerno dražji. Torej, mogoče na tej točki ti lahko razviješ v bistvu, skušaš razviti odgovor na to vprašanje, ki si ga zastavil, ki sem ga zdaj malo še nekako standardiraš. Ja, ne zgodi se vsakič, ne, da proda svoj artefakt. Ne. To, najprej to, ne. Drugač pa je
Jaz sem se imel neko priložnost, ki sem imel v času, ko je ona izvajala ta performance znotraj predstave Inkaso, ker ta performance imenuje Kupac žilico, ki smo ga tukaj videli. To je druga, to je samostojni performance. Tam je pa imela ta prizor, ki je bil malo krajši in je bil znotraj neke širše celote. No, jaz sem takrat pomislil na to, ker nekako se rad ukvarjam s tem razmerjem med umetnostjo in pravom, in me zanimajo ti paradoksi, po katerih nenehno prihaja v nekem stiku teh dveh relativno avtonomnih sfer, prosim, narekovajih avtonomnih, ne bom ne sporazume, in sem zamudil priložnost, da bi probal testirati, kako bi se odzvala sodna inštanca v primeru, da bi jaz prevzel umetnino, ki jo ne bi plačal takoj, s cashom, in bi bi pač podpisal pogodbo s producentom, bi dobil položnico, da to upravim prek banke in jaz tega ne bi nikoli naredil. Takrat sva se pogovarjala, oziroma malo sva korespondirala z Jablanovcem, ki je bil Bojanom Jablanovcem, ki je bil režiser te predstave, ko sem razmišljal o tem, da bi to naredil. In nekako se mi zdelo, da ni za stvar, da ni preveč za to stvar, ker bi se verjetno mi dva našla na sodišču in bi pač me seveda on mogel tožiti, ker jaz sem ukradil torej Katarino umetnino, dobil sem in nisem plačal. Jaz bi pa v tem primeru nastopil z obrambo, da je to za mene bila situacija fikcije in da sem pač tako razumel to stvar. Da torej moj podpis na pogodbi, ki ne zanikam, da je moj lastnoročni podpis, ne pomeni podpis, katerim potrjujem mojo suvereno voljo, da sklenem pravni posel. Se pravi, jaz sem zaveden sa strani producenta, umetnika, kakorkoli že. To bi bila moja obramba. No, pol videl sem, da nekako on Jablanovc ni preveč zainteresiran, da nekako je on bil zadovoljen s tem, kar je naredil v predstavi, tako da sparing partnerja nekako se mi zdi, da ne bi imel ta pravega. Hotel sem se pa z njim dobiti na sodišču, ne s Katarino ali s kom drugim. In po drugi strani tudi nekako pač ena kolegica, ki je pravnica, mi je povedala, da brez veze, ker bo sodišče s tem opravilo z delo roko, ker bo to imelo pač lahko bi to sodišče imelo kot zlorabo postopka. Če bi sodišče ugotovilo, da gre za zlorabo postopka, potem ne bi se nič zgodilo, samo bi pač jaz, ki sem to sprožil, ali pa morda celo via negativa tudi, bi pač plačali neko kazen. Ne smeš se heca sodišča. To je tako kot recimo po 11. septembru, ko prideš na letališče in rečeš, in te vprašajo, imate kaj za prijaviti? Ne, samo enih par bomb pa pištolj. Si pač duhovit človek, rad bi se pohecal, nimajo smisla za humor. Sodišče se stavo lahko pohecal. Ja, sodišče, ja, ampak ti ne smeš nazaj. Tako da, jaz potem tega nisem preizkusil. Ne vem, malo mi je žal, da to bi moral takrat narediti, zdaj je prepozno, medtem sem še pisal o tem in sem se razgalil tako in je brez veze. Za mojem trenutek mogoče, če bi bil pač Jablanovc bolj za stvar, mislim, da bi poskusil in bi sprejel razumno tveganje, da mu plačil kazen, pač slovenskemu sodišču. Ampak, kakorkoli že, to bi recimo bil en možen odvod, en možen, ko bi rekel, preizkus. To bi bilo nekaj, bom rekel, podobnega temu, kar počne ta trio Janša. To pomeni, ko bi rekel, ti imaš nek koncept, je neko fikcijsko ozadje, ampak poskušaš prebiti te meje fikcije, greš ven iz tega in greš dejansko neko, zdaj ne ubiti, realno življenje, pogledati, kaj se dogaja s temi razmerji, ko jih postaviš v neko realno situacijo. In cel haklec pri projektu Treh Janš je ravno v tem,
da sprememba imena ni psevdonim, ne pomeni, da uporabljajo tako imena multipla imena, tako kot so počeli neoisti in razni drugi. Ne, oni so pač realno spremenili svoje imena. Ne. To je neka čisto druga situacija kot to, da se, ne vem, kot pisatelj umetnik podpišeš s nekim izmišljenim imenom, torej psevdonim. Ne. Ali da pač kot neoisti uporabljaš ona kolektivna, multiplicirana imena, ki pač ne obstajajo, ne obstajajo, ampak se ga lahko uporabi kdorkoli in se popisuje s tem imenom in dela neko zmedo določeno. Ne, tukaj gre za pač realno spremembo imena, ki ima tudi neke svoje realne posledice v realnem življenju. Skratka, je nek koncept, ki ga prepoznavamo kot nek projekt, lahko bi rekli tudi umetnostni projekt, ampak poskuša pač uporabljati neka druga sredstva. In je potem zanimivo vedeti, kaj se dogaja. Jaz sem hotel pravzaprav tukaj pokazati primere, kaj se dogaja z njihovimi dokumenti. In moderator mi je oduzel besedo, drugače bi ga citiral. Sem bil na dobri poti, da bi ga citiral, ker je ravno Lev je enkrat odlično ugotovil, da je specifika teh dokumentov njihovih, kot ready-mades, v smislu, Dišanovega ready-made, je v tem, da to so ready-madesi, ki lahko prehajajo iz enega območja v drugo. Pri pisoarju je tako, da ga pač umetnik vzame, ga prinese v galerijo in reče, to je fontana. In ta pisoar stoji in je fontana. Ga ne vzame potem umetnik in ga nese nazaj na javno stranišče ali ne vem kam zmontirati. Pač, ne uporabljamo več za upravljanje bioloških potreb, ampak za krepitev umetnostnega duha. To je to. Oni pa imajo dokumente, ki postanejo umetnine in so v enem trenutku razstavljeni, recimo v Gracu, v galeriji, v drugem trenutku pa s temi istimi dokumenti pač se identificirajo na meji ali ne vem, pri neki inštituciji. Pravno, zdaj si me že citiral. Dobar dan. Malo bliže treba govoriti. A deluje? Dobar dan. Jaz bi se najprej zahvalila Levu Kreftu in Blažu Kselmanu za odlično organizacijo tega pomembnega simpozija. Pravzaprav bom nadaljevala s to temo, ki je bila ravnokar odprta, torej vprašanje kritične umetnosti in pa vprašanje dejanskega učinka na obiskovalca, oziroma v mojem primeru to niti ne bo obiskovalec umetniškega dela, torej uporabnik, če hočemo tisti, ki ga v bistvu delo oziroma intervencija zadane. Torej ukvarjam se s svetostjo potrošnje. In za začetek bi samo spomnila na pomemben prispevek Frederika Jamesona iz 80. let 20. stoletja, ko se on pravzaprav začne ukvarjati z analizo kulture v času poznega kapitalizma in ugotovi, da se je potrošništvo pač skrajno razmahnilo in se sprašuje o možnosti kritične umetnosti oziroma kritičnosti umetnosti do samega potrošništva in ob tem pravzaprav začaran ugotavlja, da ta umetniška dela, ki bi po njegovem morala biti kritična, to dejansko niso. Takole zapišem, citiram, dejansko se delo Andyja Warhola suče zlasti okrog vse prisotnosti potrošnega blaga in velike podobe steklenice Coca-Cole ali konzerve juhe Campbell za oglasne panoje, ki izrecno potiskajo v spredje fetišizem potrošnega blaga v poznem kapitalizmu, bi morale biti krepke in kritične politične izjave. Če to nikakor niso, bi človek rad vedel zakaj in bi se želel malo resneje vprašati o možnostih politične oziroma kritične umetnosti v postmodernistični dobi poznega kapitalizma. Konec citata. Torej, čas kulture, ki se upade s poznim kapitalizmom, kot ga Jameson analizira, ga imenuje postmodernizem, reče, da je to kulturna dominanta, nanaša pa se v tistem času zlasti na zahodni kontekst.
Ampak v današnjem času bi rada izpostavila v tem referatu, da vprašanje angažiranosti umetnosti v razmerju do potrošništva je še vedno aktualno ali pa morda celo vse bolj aktualno. Danes multinacionalne korporacije sklepajo skrivne dogovore z evropskimi politiki, kapitalizem in politika hodita z roko v roki tako, kot sta bili pred tisočletjem v Evropi povezani politika in cerkev. Morda je danes čas za klic k novi sekularizaciji družbe, takšni, v kateri bi družbene institucije izgubile kapitalistični značaj. Način, na katerega so bile zgrajene cerkve, je izražal in obiskovalca učil o odnosu človeka do Boga, ter s tem določal njegovo mesto na svetu. Tukaj sem pripravila nekaj prikazov cerkva iz časa romanike, gotike in baroka, kjer pravzaprav lahko ugotavljamo, kako se je ta odnos človeka do Boga prek svetišč spreminjal, kako smo pravzaprav prešli iz nekega odnosa strahu spoštovanja do nekega veličastnejšega, vzvišenega občutja v gotiki do baročnega, ko mogoče lahko govorimo o tem, da postaja to občutje vse bolj prijetno in da mogoče lahko govorimo celo o užitku v biti v svetišču. Kapitalizem se je danes utrdil kot religija. Ta ima svoja svetišča v obliki velikih potrošniških središč. Bogoslužje nas zavezuje k rednim obiskom teh okolij. Na podoben način kot prej cerkve nas ta mesta učijo v svetu in našem mestu v njem. Obenem so to kraji, kamor smo prek sredstev zabave poklicani in populacija je na ta način angažirana z nalogo, da se svobodno zabava ter preklopi možgane na off. Če sta v 40 letih 20. stoletja Max Horkheimer in Theodor Adorno prepoznala kulturno industrijo, torej zlasti film in glasbo, kot osrednjo značilnost kapitalističnega sistema, ki uporablja predvsem sredstvo zabave, torej zlasti to sredstvo zabave, je pomembno, da sama funkcionira kot orodje za ideološko propagando, pa verjamem, da danes je to vlogo prevzelo potrošništvo v širšem smislu. Prav neposredno lahko živimo njuno misel o tem, da se, ona dva sta govorila o kulturni industriji, da se ta bojuje, citiram, proti sovragu, ki je že premagan, proti mislečemu subjektu, konec citata. Le da bi danes lahko pripisali ne le kulturna industrija, temveč potrošništvo nasploh in obiskovanje potrošniških središč na prvem mestu. Se torej bori proti sovragu, ki je že premagan, to je mislečemu subjektu. Potrošnja je postala središčna aktivnost v sodobnem družbenem življenju. Potrošnik na prodajnih policah ne išče le novih materialnih proizvodov, temveč je usmerjen v iskanje izkustev in zadovoljstva. Pripravila sem nekaj primerov sodobnih nakupovalnih središč, kjer mislim, da je to, kar sem povedala, tudi prezentno. Vidite, da so to primeri potrošniških središč celotnega sveta, torej prejšnji je bil s Filipinov, ta je ZDA. No, na prejšnjem vidite, da pravzaprav je nakupovalno središče povezano tudi z baviščnim parkom. Nekaj malo podobnega lahko srečamo tudi v ljubljanskem BTC Cityju. Ta primer je iz Kanade in ta primer je iz Kolumbije. Mogoče ta posebej zanimiv, ker gre res za astronomsko gradnjo, kjer pa pravzaprav lahko rečemo, da je v tem specifičnem kontekstu večina populacije pravzaprav nezmožna konzumiranja oziroma nakupa in vsega tega, kar ta središča v bistvu omogočajo. Zygmunt Bauman o potrošniški družbi misli z opiranjem na kritično teorijo družbe in nakupovalna središča oziroma širše svetišča porabe, kot jih on imenuje, vidi v tesni zvezi z ideologijo. Sodobno porabo opiše kot nevarno kombinacijo zapeljevanja in represije. Citiram, če uporabimo Althusserjev nesmrtni stavek, vsakdo, ki stopi v take prostore, je interpeliran kot individuum, poklican, da odloži ali pretrga vezi in se znebi lojalnosti ali jih odstavi na stranski tir. Konec citata.
če je Benjamin sprevidel, kakšno ideološko sredstvo je film in je v zvezi s kapitalističnim izkoriščanjem filmov v zahodnji Evropi, situacijo v ZDA sam ni izkusil, zapisal, da ima filmska industrija v takih okoliščinah, citiram, kar največji interes, da udeležbo množic spodbuja z iluzornimi predstavami in dvomnimi špekulacijami, se danes podobno mobiliziranje množic ali pa intelektualni eksodus izvršuje tudi ali predvsem prek špekulacij v zvezi s svetišči porabe. Ne nazadnje lahko med svetišča porabe štejemo tudi danes potencialno rastoče kinematografske koloseje in gromozanska pisana okolja za vdih, ki skušajo s ponudbo prehiteti domišljijo uporabnika. V takšnem okolju se vsi aspekti ponudbe in s tem kvalitete merijo predvsem v superlativih. Po padcu Berlinskega zidu se nekdanje komunistične dežele, ležeče na območju Evrope, druga za drugo priključuje Evropski uniji kot zvezi evropskih držav s skupnim političnim upravljanjem in podstatjo, ki je pravzaprav utemeljena prav v kapitalizmu. V nekdanjih komunističnih deželah se v času tranzicije v kapitalizem pospešeno gradijo potrošniška središča in pojav potrošništva se v tem prostoru bliskovito razmahne. Ljudje, ki so doživeli pomanjkanje dobrin v prejšnjem režimu, so zdaj pijani od presežkov ponudbe, ki jim je naenkrat na voljo. Okoli leta 2000 je zlasti v deželah tako imenovane vzhodne Evrope vprašanje razmaha poznega kapitalizma, o katerem je govoril v 80-ih letih Frederick Jameson, z referiranjem na zahodni kontekst lasti. Torej, znova še kako aktualno. Lačna in nad izkušnjo razočarana populacija predstavlja izjemen potencial za nekritično verovanje. Zato je to okolje kar najbolj primeren poligon za uvajanje nove ideologije. Zato pa danes vprašanje ni le, ali umetnost proizvaja kritične izjave, torej, kar se je spraševal Jameson v 80-ih letih, zlasti ne, če to počne za zidovi umetniške institucije, ker, kot ste videli primer, ki ga vzame Jameson, je pravzaprav vezan na pop art, se pravi, Warhol pa vemo, da je delal vendar še vedno umetniška dela za predstavljanje v okviru umetnostne institucije, kar pomeni, da pravzaprav je take umetniških del deležna populacija, ki je že vnaprej odločena, da se odpravlja v to okolje in je pripravljena odprta za tovrstni diskurs. Torej, danes ni vprašanje le, ali umetnost proizvaja kritične izjave, temveč tudi, ali zmore poseči na način, da stopi v neumetnostno publiko in razkrije ideološko infrastrukturo sodobnega potrošniškega raja. Torej, pravzaprav lahko sploh spregovori z neko širšo publiko, pravim, neumetnostno publiko, to je publika, ki se ne odloči, da bo sprejemala umetnostna dela oziroma intervencije, performance, happeninge, akcije, ampak pravzaprav je namenjena nekam drugam in ali ima lahko pri teh ljudeh v bistvu taki umetniški posegi ali lahko imajo nek dejanski učinek. Walter Benjamin, ki sem ga omenila že prej, torej predstavnik frankfurtske šole, ki pa sam dejansko ni nikoli migriral v ZDA in ni poznal kulturne situacije v ameriškem prostoru, pač pa je zlasti pisal o evropskem prostoru, zlasti o vzponu nacizma v Nemčiji, pa je vendar razumel, kot sem prej že v bistvu ga tudi citirala, kakšno moč ima film oziroma množični mediji za politične ideologije, torej tudi kapitalistično okolje, je pravzaprav se nanašal na njegovo, oziroma se je tudi on konkretno nanašal na, pa on prav tako je eden prvih avtorjev, ki ceni učinek šoka oziroma povzročanje zgredov oziroma škandala prek umetniškega delovanja. Torej, v istem času, ko Martin Heidegger definira bistvo umetnosti kot dogajanje resnice, to je leta 35-36, pa Walter Benjamin zapiše, citiram, zares so dadaistične manifestacije vehementno zavračale meščanske norme, saj je umetnina postala prostor škandala. Zadovoljiti je moralo predvsem eno zahtevo, zbuditi javno zgražanje. Konc citata. Torej, Benjamin ravno zaradi
delovanja dadaističnih, ne moramo reči umetnin, ampak akcij, pač ceni pravzaprav to zavračanje meščanskih norm na način povzročanja javnega zgražanja. No in v današnjem času lahko opazimo, to še ena predstavitev v bistvu tega gromozanskega potrošniškega središča v Kolumbiji. V današnjem času pa lahko opazimo nekaj projektov, ki so se mogoče na podoben način lotile problema potrošništva, torej na način v bistvu stopati v stik z neumetnostno publiko. En tak primer je pravzaprav film, dokumentarni film Češke sanje, dveh čeških režiserjev, oziroma sta bila to študenta režije, ki sta si zadala izgradnjo fiktivnega potrošniškega središča, pri čemer pa cilj projekta Češke sanje ni bil v golem šokiranju potrošnikov, ki bi bilo samo sebi namen, temveč predvsem v tem, da je ta šok izkoristil za netenje kritične refleksije o navadah in idealih potrošnikov in za širšo javno diskusijo, ki je poleg potrošništva zajela tudi probleme državnega financiranja političnih reklamnih kampanj, torej govori se tudi o tem problem financiranja kulturnih akcij, se to je bilo prvo, kar so v bistvu jezni uporabniki te njune akcije razmišljali, ampak dejansko nadaljna diskusija je odprla debato o tem, se pravi, kako se državno financira politične reklamne kampanje in pa predvsej se je razmišljalo o tem, ali ne Češka dejansko vstopi v Evropsko unijo, kar je bil tedanje vprašanje te države, in pa s tem povezan kritični razmislek o menjavi dominantne politične ideologije v državi. Walter Benjamin, že omenjen, se je zavedal, da umetnost napade najtežje in najpomembneje, citat, tam, kjer lahko mobilizira množice. Jaz sem tukaj pripravila en kratek izseček, ni iz filma, ampak je pravzaprav iz trailerja, ki pa mislim, da je pravzaprav malo zavajajoče predstavlja ta film in sicer zlasti se osredotoči na malo humoren način pokaže, kako so bili ljudje jezni zaradi prevare, ki se jim je v bistvu zgodila. Mislim pa, da je dejanska kvaliteta njunega projekta bila pa v tej netenju diskusije, ki ga je dosegel projekt. Na tem mestu ustavljam. Ta trailer pravzaprav prikazuje, kako so bili te zavedeni potrošniki, ki so bili razočarani na tem, da niso mogli vstopati v dejanski potrošniški center oziroma nakupovalno središče in tam pustiti svojega denarja za neke ugodne artikle, pač jezni. Dejansko so pač ljudje bili nekateri razočarani, nekateri pač ne. Potem so pa sledile diskusije, ki so se odvijale zlasti prek javnih medijev, mislim, da so bile pač zelo zanimive. Za Zygmunta Baumana, že omenjenega, je poraba povezana s čezmerno individualizacijo, moralno indiferentnostjo in uničenjem kritičnega potenciala, ki so ga v prejšnjih zgodovinskih obdobjih zagotavljali posamezniki z občutkom moralne odgovornosti združeni v javni sferi. Sodobna svetišča porabe, kot so veleblogovnice, supermarketi in nakupovalna središča, uničujejo sodobno družbo in ponujajo lažen občutek pripadnosti, ki nima nič skupnega z občutkom moralne odgovornosti.
tako Bauman. Jaz bi po nadaljevanju predstavljam še en projekt, in sicer slovenskega umetnika Saša Sedlačka iz leta 2006, projekt Žicar, ki mislim, da je sunil v srž tega problema. In sicer sam Sedlaček pravi, da je, citiram, opazil, da so prostori, ki so prevzeli vlogo mestnih središč, izključujoči. Kljub temu, da so nadomestili zgodovinska mestna središča, niso popolnoma prevzeli funkcije odprtega javnega prostora, ki je namenjen vsem. Hitro opaziš, da v njih ni brezdomcev, beračev, ki postajajo vedno večji družbeni problem. Konec citata. Zato je sam skoncipiral robota za socialno ogrožanje, ki se je podal na žicanje v ljubljanski City Park in pa na japonske ulice. Leta 2007 je Sedlaček projekt še nadgradil s projektom Renta Žicar in je žicarja posojal ljubljanskim brezdomcev za žicanje v prostorih BTC, kamor sami sicer nimajo vstopa in kjer jim ni dovoljena niti prodaja lastnega časopisa Kralji ulic, ki je bil ustanovljen ravno kot alternativa neposrednemu žicanju. No, 3 leta prej pa je Sedlaček že uskrunil potrošniška svetišča za akcijo Just Do It. In sicer je iz reklamnih promocijskih trgovin iz trgovskega središča izdelal zidake, torej galerijo je v bistvu izkoristil za produkcijski prostor, v katerem so se izdelovali zidaki, s katerimi je potem organiziral akcijo zaprtja vstopa v City Park. Torej, kar vidite na tem posnetku je zapiranje vhoda s temi zidaki, ki so narejeni pravzaprav iz istega gradiva, to se pravi iz promocijskega gradiva, ki ga je umetnik zbral iz lastnih kastecov, to se pravi nabiralnikov, in je pravzaprav s tem tudi podajal odgovor na to, da dobiva velike količine nekega materijala, ki onesnažuje okolje in pravzaprav ga ni prosil in s to akcijo ga vrača nazaj tja, kjer ga je primarno pravzaprav dobil. No, sam Sedlaček se je v bistvu ukvarjal s temi zidaki še na druge načine, se zidal je tudi nek tak bivak, ki ga je postavil ob ta napis City Park, to je moje mesto, in pa izdelal je tako produkcijsko linijo, tako imenovano, za izdelovanje zidakov iz promocijskega materijala, ki ga pač sam dobivaš v nabiralnike, kot primer neke igre za otroke, in je zato tudi dobil neko gledno nagrado italijansko. No, skupina Laibach pa leta 2003 izvede happening Einkauf, nakupovanje, ko se v svojih uniformah sprehodi po nakupovalnem središču, s čimer povzroči šok pri občinstvu. Pokazala bom kratek posnetek tega nakupa, čeprav moram reči, da me preseneča, kako je ta happening, mislim, da je zelo zanimiv, pravzaprav precej spregledan in tudi posnetek, ki sem ga uspela dobiti, je vključen, ukorporiran v nek njihov video in bom zato tudi pokazala samo en del tega videa, v katerem je vključen ta posnetek happeninga. To je žal vse, kar smo lahko na to temo videli. Skratka, skupina se v svojih značilnih uniformah sprehod skozi potrošniško središče in izkaže se, da totalitaristični diskurs, s katerim je skupina včasih obstoja in razpadanja vzhodnega bloka drezala družbo z bolečimi sorodnostmi političnih totalitarnih sistemov, še vedno podobno zmoti, kar le potrdi usporednice med potrošniško ideologijo in drugimi totalitarnimi ideologijami. Obenem pa tudi razkrije očitno političnost na videz nepolitičnega potrošništva kot jedra poznokapitalističnega sistema.
nevidna ovojnica rajskega okolja za uživanje je v momentu predrta in akcija tako po eni strani pokaže, da obstaja tudi tisto, kar naj bi ostalo onstran, kot prav tako pokaže, da je potrošniški prostor jasno politično, totalitarno strukturiran, zaradi česar ne prenese penetracije drugih politično-ideoloških vetrov. Laibach s svojim sprehodom po potrošniškem svetišču v hipu uniči sredstvo, na katerem je potrošništvo svojo ideologijo zgrajeno. To pa je moment zabave in brezskrbnega odklopa od vsakdanjih upetosti ter odgovornosti družbenega subjekta. Izkušnja seveda ni prijetna, a morda vodi k povratku mislečega subjekta. Hvala. Hvala lepa. Imamo čas za vprašanja, za razpravo. Prosim. Malo sem dobil asociacijo na to razmerje, pač klasično razmerje med gledalcem in občinstvom, o katerem smo tudi že prej govorili, kako konec koncev to razmerje je vedno že nekako spostavljeno, da je pač gledalci in občinstvo, ustvarjalci, občinstvo. V bistvu občinstvo, občinstvo je vedno že interpretativno občinstvo. V tem primeru imaš pa seveda poseg, imaš to obratno interpelacijo, interpelirati navadnega potrošnika, k nečemu drugemu. Skratka, gradnja, intervencijska gradnja enega novega občestva, ki bo dojemljiv za te posega in za te, ki bo dojemljiv, se bo zavedal te svoje lastne vloge. Jasno, da pač vprašanje je bilo, kako daleč to gre, mislim, to spreminjanje, koliko ta dva primera, ki so pokazala, kako dejansko učinkujeta na ta način, kako si mislimo, da bi konc koncev res morali, ker tem bi pač videli tiste doprinos vrstnih intervencij v javnem prostoru. Koliko do časa traja ta sprememba, je trajna, se potrošnik res ozavestne, ali je ta interpelacija umetnikove intervencije v prostor v bistvu na isti način katarzična, kot pač vsa ostala klasična umetniška dela, ki greš čez to, presežeš, doživiš tisto eno katarzo v enem zelo kratkem času in prostoru in potem to počneš. Ja, hvala. Tako mislim, da je na mestu to vprašanje, seveda po en stran bi lahko rekli, da je celoten sistem kapitalizma in v sistem potrošništva, kjer ga smo upeti toliko gromozanskem, toliko enormen, da se ga pravzaprav na nek način ne moramo dotikati in ga spreminjati, zlasti ne z nekimi takšnimi akcijami v nekem totalnem smislu. Ampak vendar bi rekel, da pač ne gre obupati oziroma da tudi kar tako se predaja temu, pa reči, v bistvu se ni nobenih možnosti, se mi prav tako ne zdi smiselno. Mislim, da recimo to vrstne intervencije, kot so, ti si uporabil nek izraz, da so pravzaprav, da ima nek ustrezen učink, ali da pač so dojemni, da je ta publika dojamna. Jaz bi rekel, recimo, mogoče to pri Laibachu, mogoče ne gre za to, da se takoj v smislu razumem, zdaj pa bom tako drugačno razmišljal, da ne gre za tak način tega doživetja, ampak gre za to, da lahko ti ljudje so tu zelo nezadovoljni ali pa zelo v bistvu jih zmot ta situacija. Dobro, ta film Češke sanje je to pokazal na en tak pretiran način, da so lahko ti ljudje pravzaprav zelo, da nimajo nekih dvoumnih lahko odzivov, ampak da so v bistvu odzivi negativni. Ampak recimo mislim pa, da zlasti ta film Češke sanje, ki mislim, da ga verjetno poznate, je bil zelo v bistvu znan projekt, da je imel pravzaprav zelo pomemben učinek. Zlasti zato, ker je sprožil zelo močne, zelo obširne razprave in te razprave so v bistvu se dotikale raznih aktualnih, ne samo potrošniških, ampak političnih vprašanj. In mislim, da je v tem smislu bil ta projekt zelo uspešen, medtem ko bi v tem smislu
recimo se mi projekt Lajbahov sprehod po nakupovalnem središču meni osebno zdi tako genialna ideja, super ideja, super projekt, ampak dejansko pa mislim, da nekega velikega učinka verjeten ta projekt pa ni imel. Ne? Sam je pa tudi nekaj drugega res. Ne? Če pa razmišljamo recimo o umetnostnih posegih za nazaj, se pa tudi lahko včas zavemo, da so kakšna dela imela zelo velik odziv v smislu razpravljanja, mogoče najprej ožje v svetu umetnosti, estetike, teorije umetnosti, se pravi na področju teorije, pa potem mogoče posledično, ko so prišla lahko še neka druga okolja, so dejansko spreminjale neko zavest. Nek tak lep primer je, na primer, Duchamp pisoar, ki mislim, da v tistem času, ki je to delo bilo zamišljeno, pravzaprav še ni bil čas, ki bi bil, oziroma okolje ni bilo zrelo za to, da bi to akcijo dejansko uspelo skonzumirati, se pravi, pribaviti. Ampak je pravzaprav šele skozi čas, ko so se odvijale razne debate, recimo pa okolje postalo toliko zrelo, da je lahko Andy Warhol v 60-ih letih, potem se pravi 50, pol stoletja kasneje, naredil neke take inštalacije, ki so bile, recimo, če primerjamo, mogoče še korak manj, kot je naredil Duchamp, ampak so bile, recimo, izjemno učinkovite. V smislu, naprimer, prinašanja tega tako imenovanja nizke kulture ali pa elementov iz sveta, ki prej ni sodilo v svet umetnosti, razmišljanja o tem, kaj lahko razumemo kot umetnost, kaj umetnik dela in tako naprej. Cela vrsta vprašanj, ki v bistvu so bila sprožena že samim Duchampom. Pa dejansko, če pogledamo, naprimer, kakšno število ljudi je spremljalo neke stvari zares, oziroma kako pravzaprav ta pisoar sploh ni mogel biti razstavljen niti takrat, ko je hotel biti, se to vprašanje v bistvu zelo spreobrne, če sem bila jasna od svojega govoru. Se pravi, ena stvar je v tem neposrednem učinku, ki ga lahko ima neka taka intervencija, druga stvar pa je, kakšne učinke lahko imajo take stvari za mišljenje in za tisto, kar lahko povzročajo prek razprav, kot je na primer današnja in tako naprej, v nekih drugih okoljih. Ja, ali pa izvoli. Ja, jaz mislim, da morda to ne bo vprašanje, da morda bolj ta komentar, oziroma bi upozoril še na neke zanimive razsežnosti tega tvojega primera, z filmom Češke sanje, recimo, koliko se lahko še spomnim iz filma, tam je bila ena genialna scena, ko torej oni izdelujejo kampanjo za otvoritev novega trgovskega centra, ki je seveda fake, ki pač sploh ne bo trgovski center, ampak je zamišljen za to, kar na koncu vidimo. Pač pride na otvoritev centra, pride množice ljudi, ki seveda privlači to, da lahko kupi takrat neke izdelke po ugodnih cenah, ker je pač to navadi, ko so odpre novi trgovski center, da privlačijo kupce. Oni imajo neko, najamejo profesionalce, ki se ukvarjajo z PR-om in marketingom, marketingom se v bistvu ukvarjajo in povejo, da kaj želijo narediti. Na kar, če se spomniš, v filmu imamo, pač ni važno, je zaigrano ali spontano. V tem filmu itak ne veš, kaj je zaigrano, kaj je spontano. Ko se uprejo tile iz marketinga in rečejo ne, mi se tega ne bomo šli. Zakaj pa ne? Zaradi tega, ker mi imamo svojo etiko. Mi se ne lažemo ljudem. Vi jih pa za nos vlečete. To je en izjemno zanimiv moment, ki pokaže kaj? Pokaže to, da če nekdo tako globoko v ideologiji se ne more videti. Mislim, ne more priti do tiste, ne vem, je to arhimetova točka, katerakoli že, ne more priti do pozicije, iz katere bi se lahko uzrl, ali pa če hočeš videl v gledalu in dejansko in uspel ugotoviti, na kateri poziciji znotraj nekega sistema se nahaja. To se mi zdi genialen prizor v filmu, morda še največji donesek tega filma,
Je pa tudi res, da mogoče samo en popravek, ne, mi vidimo jezno reakcijo ljudi, ne, in pač tega, ki bo z kijem tam razbija avto, ne, ker pa spet ne vem, ne moramo vedeti, ne, režirano ali spontano, ampak imamo pa tudi tam neke pogovore z ljudmi, ne, potem, ko ugotovijo, da gre za kuliso, ne, ki rečejo, ja, super stvar, ne, zdaj so nam pokazali, ne, kako smo naivni, ne, kako se pustimo, ne, tem kampanjam, reklamnim, ne, in namesto, da bi bili, ne vem, svojo družino, šli nekemu naravo, uživali, ne, smo mi prišli, to je bil nek vikend, se mi zdi, ne, mi prišli sem, ne, se teps za te glupe izdelke, ne. Tako da so tudi take pohvalne, ne, reakcije tam pokazane. Tako, ne, ni enoznačno. In še ena zanimiva stvar se mi zdi pri tem filmu je ta, da antireklama tudi absolutno deluje kot pozitivna reklama. Ne? Njihove reklame za odprte centre so kaj? Ne pridite, ne kupujte. Ne? Ne, v tem smislu, ne? Oni ne rečejo pridite in zapravljajte pri nas, ampak kontra. Ne? Ni važno, ne? Absolutno reagirati. Ne? Tako da je pač tudi tukaj je negacija, ne, proizvede na koncu pozitivno sporočilo. Mislim, v tem smislu pozitivno pač greš, pa vendar je tam, kamor ti rečeš, da greš. Ja, če pa tisti, ta predlog je bil tak, je bil marketinški, ne, pa mislim, da je uporabljen že, ni bil tle prvič uporabljen, ne, je bil predlagan v bistvu strani teh profesionalcev. Mislim, spomnim več, so oni predlagali za ta dva, ne? Ne, mislim, da je šlo prav iz te debate, ki si omenil, možno, da so se oni potem ne bojo lagali, ne bojo to in potem so rekli, zato so porekli. Tako, točno, ja, bravo, ja, točno. In so potem prišli do tega. Vse bomo jim vse povedali. Tako povedali, ja, tako. In niso lagali, ja, tako. Dobro. Imamo še minutko za kratko vprašanje, če je kakšno. Tam niso bile družbene okoliščine, ki so vplivali njihovi popularnosti in pa bi bo rekel, da so bile te generirane, recimo ravno vsi galeristi, ki so spali za njimi, ala Leo Castelli, Sidney Janis in tak naprej, ki so v bistvu tisti, ki so sploh to naredili vidno, ker drugač tega niti ne bi bilo, ne, vprašanje. Mislim, ne bi rekel, da je bil nek zgodovinski moment tukaj, ampak je bil ta moment v bistvu tak je bil pač sgeneriran z teh strani, ali pa tisto, kar je bilo predtem že na Beneškem bienalju in tako naprej z Rauschenbergom. Mogoče ta moment. Ja, točno, se strinjam, pa dobra pripomba, torej zato, ker sem omenjal tudi primerjavo z Duchamom, ne, je to relevantno, ne, torej v bistvu celo mislim več, ne samo galeristi, ampak mislim, da je pravzaprav šlo prav za politični projekt ameriške umetnosti, umetnosti, ki je specifično ameriška, ki v bistvu reprezentira tiste stvari, ki so značilne ameriške. Če si takrat je imel iz konteksta v bistvu kulturnega, je bilo to prav potrošništvo, je bilo prva stvar ta, v smislu nizka kultura zabava, svet zabavništva, nizka kultura, svet potrošništva. In je v bistvu v tem smislu, jaz mislim, bil pravzaprav projekt Pop Art zelo dober, kako je bil prav načrtovan, tako, ampak vsekakor je bil dobro organiziran v tem političnem smislu, da se je gradil politično reprezentančno umetnost in v bistvu, tako rečeno, prva imena sodobne umetnosti, svetovno prva imena sodobne umetnosti. Ne? In po svoje se mi zdi, zdi se mi žalostno, da pravzaprav vedno znova pristajamo na to logiko v bistvu referiranja na te avtorje, ki so dejansko avtorji, ki jih je v spredje postavila se pravi dominantna umetnostna zgodovina Zahoda, ne? In v bistvu smo s tem zapostavili večino drugega sveta. Ne? In v bistvu s tem sami ves čas potrjujemo in ta imena postavljamo nekje na prvo mesto, ne? V smislu nekega svetovnega konteksta. Ne? Se opravičujem za kratek zamik. V glavnem smo tehnično reprodukcijo obvladali. No, zdaj pa takole, vse, kar sem najavil v vzetku, seveda
ne bo predstavljeno, ne? Samo najbolj dolgočasni deli, tisti bolj kratkočasni bodo mogoče pol objavljeni, so rekli. Te bolj dolgočasni so seveda tista osnova za to, da sploh kaj razumemo. No, zdaj takole, najprej v uvodu opozarjam na nekaj. Eno hipotezo vseeno moram izreči, namreč to, da je to, kar imamo danes, kar danes poznamo kot estetiko in razne diskurze na povezanih področjih teh teorij, umetnosti, kulture in tako naprej, to vse skupaj neizogibno vključuje sledite teoretske tradicije, ki jo štejemo za marksistično. No, mogoče je Derrida z eno gesto uspel, ko je vsaj v intelektualni sferi skrajšal izogibanje Marksu. Morate se zavedati, leta 1989 je Marks nenadoma bil ne izrecno prepovedan, ampak izgnan, izglav. Skratka, Derrida je takrat rekel, zdaj bi se moral pojaviti citat od Derridaja. Aha, evo ga. Naslednje. Morda se ljudje toliko ne bojijo več marksistov, pač pa se še vedno bojijo določenih nemarksistov, ki se niso odpovedali Marksovi dediščini. Kriptomarksistov, psevdo- ali paramarksistov, ki čakajo pripravljenosti, vendar se skrivajo za potezami in narekovaji, za demaskiranje katerih nervozni strokovnjaki antikomunizma niso izurjeni. Torej, to situacijo je Derrida opredelil kot pozarotenje Marksa, conjuration. To je pač torej leta 1993 v znani knjigi Spectre de Marx. Seveda je zdaj pač nastopil čas, ko se je Marx nenadoma silovito vrnil na krilih realnosti, gospodarske krize, novega cikla, soočenja z resnico ideologije in tako dalje, kar smo že danes slišali. No, in s tem so se vrnili, imamo nov ciklus, ko se pravzaprav vračajo v debato različni koncepti, ki so bili že neskončno krat obsojeni kot dogmatični, kot ne vem kaj. No, jaz sem tle dal recimo primer Raymonda Williamsa in njegovo izkušnjo z to terminologijo, marksistično terminologijo, z pojmi baze in nadstavbe. In Raymond Williams je povedal, da je bil najprej prepričan, da gre tukaj za neko buržoazno terminologijo in tako dalje. Šele potem je, kot je to napisal pač v enem tekstu, ki ga je posvetil spominu Luciana Goldmana, šele potem je prebral Lukáča, Goldmana in hkrati takrat tudi nemško ideologijo Karla Marxa. In je seveda ugotovil, da so tam stvari čisto drugače fokusirane in seveda tudi recimo odkril pomen takih pojmov, kot je na primer reifikacija pri Lukáču. Kar pomeni, da je ravno ta diskusija, ki se je odvila v 20 letih, tista, ki se zdaj, rekel, na nek način reaktualizira. No, zdaj pa bolj k stvari. Torej, predah med obema velikima vojnama je bil tudi čas transformacij vloge, pomena in morda bi lahko rekli z nekaj nostalgije po metafiziki samega bistva umetnosti. Kar se že več kot očitno v 19. stoletju nakazovalo v literarnih in slikarskih delih, začenši nemara s Courbetjem in malo kasneje z Rambojem in Verlainom, se je po travmatični izkušnji svetovne vojne v režiji kolonialnega kapitalizma
razbohotilo v umetniških gibanjih takratne razvite Evrope in v teoretskih presežkih zahodnega marksizma, ki so ga tako poimenovali, da bi ga razločili od stalinistične regresije. V nemškem okolju, ki so ga zaznamovali ekspresionizem, Neue Sachlichkeit, Bauhaus in seveda dadaizem, se je oblikoval tudi po formi pretežno fragmentarni teoretski in eseistični opus Walterja Benjamina, za katerega danes lahko rečemo, da je zaznal omenjeno transformacijo bistva umetnosti in je hkrati signaliziral temeljni pretres v polju estetike. No, zdaj samo tako, da zaradi malo poživitve, tole je primer ekspresionizma, Marianne von Werefkin, sicer Rusinje, cela zgodba. Potem drug primer je Neue Sachlichkeit, Otto Dix, ena zelo zgovorna slika Pragerstraße, tako da bi recimo, če bi zdaj hoteli neko dekonstrukcijo izvajati tega obdobja, je možnost samo skozi to sliko, ki je bila naslikana leta 1920, imate že tukaj ta recimo nek časopis z naslovom Judenraus in tako dalje, cel kup teh označevalcev. No, in seveda dadaizem. Zdaj, to parolo, da bo Dada zmagala, puščam do naslednjega slajda in to do takrat bo še kar malo trajalo. Nedvomno najbolj kontroverzno in vplivno Benjaminovo besedilo, ki bo danes že skopo citirano, umetnina v času, ko je mogoče tehnično reproducirati, je vzniknilo iz omenjenega konteksta. Vrsta zgodnejših besedil še pred zmago nacizma je napovedovala epistemološki preboj, ki ga je prinesel omenjeni esej. Če najprej upozorimo na Benjaminovo branje formule baza vrhnja stavba, pomembneje izstopa njegova ugotovitev o tem, da je poprej zaostajajoča revolucija vrhnji stavbi z zaostankom uveljavila spremembo proizvodnih odnosov. Benjaminu se kažejo kot tej spremembi ustrezajoče teze o razvojnih težnjah umetnosti v današnjih proizvodnih odnosih. Kot prav naprej Benjamin, njihova dialektika o vrhnji stavbi ni nič manj opazna kot v ekonomiji. Na ta začetek Benjaminovega teksta posebej opozarjam, ker, ko bi rekel, restrukturira razumevanje celotnega polja, ki ga določa Benjaminov tekst. Zdaj, ko je nenadoma spet dovoljeno misliti skupaj z Marksom. Benjamin je tako prognoziral zvratni učinek iz območja vrhnje stavbe na bazo. Čeprav v tej točki, v kateri mu je Adorno očital schematičnost, ta Adorno očitek je v bistvu nekoliko cenzuriral ta začetek tega teksta, v njem niso zelo veliko razpravljali. Benjamin ni prav obširen v razlagi, pač pa je vseeno povsem jasen. Posledice za estetski diskurs na drugi strani so kot sledi, da zadevne teze, kot pravi sam, zavračajo vrsto tradicionalnih pojmov, kot so ustvarjalnost in genialnost, večna vrednota in skrivnost. V dikciji teorij, ki so po skoraj 40 letih izida umetnine, nakratko povedano, tudi neeksplicitno uštele Benjaminove ugotovitve med svoje teze, se to izhodišče eseja prevaja v kritiko označevalne ekonomije in v diskurs različnih šol, kulturnih ter medijskih študij, ki razbirajo kontekstne determinante simbolnih učinkov inkorporiranih tudi v umetninah. Ni dvoma, da se Benjamin s tem in tudi z drugimi besedili upisuje v temelje takih kasnejših pristopov ter smeri, kot so kritika pojma reprezentacije, dekonstrukcija in cel spektr emancipacijskih teorij, med katerimi nedvomno najdemo tudi sodobni feminizem. Ker pa Benjamin med drugim izpelje pomembne sklepe o množični kulturi kot kompleksnem proizvodu družbe in ekonomije reprodukcije, ima besedilo izrecno politično intenco, izraženo v nasprotju med komunizmom kot agensom politizacije umetnosti in fašistično estetizacijo politike. Poleg vsega je bilo napisano v še posebej zagatnem zgodovinskem času zmage fašizma, kar legitimira vprašanje o tem, ali je umetniško produkcijo po Benjaminovi intervenciji sploh še mogoče misliti kot nepolitično.
Med vsemi aspekti in koncepti v omenjenem besedilu, ki ne nehajo biti predmet teoretskega interesa, je največkrat predmet obravnave pojem aure, pri čemer naraščajoče število obravnav v knjigah, člankih in tudi v različnih medijskih proizvodih presega več 10.000 citiranj, polemik, novih tematizacij, kritik in tako dalje. Že ta neverjetna kvantiteta različnih obravnav, ki v samonanašalni perspektivi ponazarja tudi množičnost institucij humanističnega izobraževanja in raziskovanja, signalizira pomembnost tega pojma, glede razumevanja katerega sicer še zdaleč ni konsenza. Je pa veliko različnih dojemanj, ki jih lahko beremo kot nasledke Benjaminove sugestije, terminološke invencije, refleksivne geste ali pa, kar zagovarjam sam, kot teoretske razjasnitve pomena povsem neskritih dejstev. Gre za dejstva industrijske družbe z vsemi njenimi institucijami, ki kumulativno proizvajajo tudi družbeni prostor kulture, znotraj katere narekujejo forme proizvodnje in potrošnje umetnosti, medijskih informacij in, kar je še posebno pomembno, oblikujejo družbeno percepcijo, prilagajajočo se aparaturi kinematografa. No, Hitler bi prav recimo na to temo to. Ušesa in oči so postala avtonomna in to je bolj spremenilo stanje realnosti kot litografija in fotografija, ki sta v skladu z Benjaminovo tezo v prvi tretjini 19. stoletja le pospešili umetnino v čas njene tehnične reprodukcije. Mediji definirajo, kaj zares je, so vsele že onstran estetike. Konc Hitlerja in s Hitlerjem se ne bomo več ukvarjali. V vsakem primeru pa bi za veliko premisleko in pomisleko o Benjaminovi auri lahko rekli, da sodijo med zanimive nesporazume. Eden takih bolj nedavnih nesporazumov je tudi Matikova, jaz pravim Matika, ne Metik, ker je njegov oče bil Nemc in je to pač nemški. Skratka, Matikova retematizacija tega pojma. Vendar pa dejstvo, da je Matik v zbir poglavi knjige o umetnosti in njenem času uvrstil razpravo o tej tematiki, jasno potrjuje ključno vlogo Benjaminovega besedila za razumevanje ter opredeljevanje potekov dogajanj v interakcijah, premestitvah pomenov, vratolomnih transformacijah umetniških praks in kaj pa še bolj v razumevanju preživetja umetnosti v organizaciji ter ekonomiji perpetuiranja kapitalizma. Matikovo opozorilo o tem, da se Benjamin še ni povedal tega, kako so tradicije izmišljene, je pomenljivo in zadeva del Benjaminove argumentacije ter ugotovitev o izstopu umetnosti iz rituala. Nekaj podobnega velja tudi za Matikove nekoliko obširnejše prikaze oblik predindustrijskih oblik reproduciranja in kopiranja umetnin. S tem Matik relativizira posamezne Benjaminove trditve, v vsakem primeru pa opominja na historične, antropološke in ekonomske parametre v dobah pred industrijsko reprodukcijo. Drugo vprašanje pa je, ali s tem Matik izpodbija Benjaminove observacije, predvsem pa, ali s tem pade zastavitev pojma aure. Najprej je treba upoštevati, da je Benjaminovo besedilo določeno z eseistično formo in je razumljivo, da so ugotovitve o nekdanji tradicionalni umetnosti in ritualu ter navedbe o zgodovini reprodukciji nekoliko površne in na hitro posplošene, kar pa v načelu ne zanika njihove utemeljenosti v pregnantnem smislu. Težava, ki jo ima Matik s pojmom aure, z njim pa tudi še množica drugih piscev, zadeva dialektiko v izvirni postavitvi pojma, ki označuje prelom v razpoznanju statusa umetnine v dobi reprodukcije. Habermas je že veliko prej opazil, prej kot Matik, da destrukcija aure, kot prav, prinaša premik v najbolj notranji strukturi umetnin. Sfera, ki so jo nekoč odmaknili in postavili v nasprotje z materialnimi procesi življenja, zdaj razpada. Aura je v Benjaminovi formulaciji postavljena hkrati s svojim izginotjem, destrukcijo ali uničenjem. Benjaminov koncept aure torej nastane hkrati z ugotovitvijo njegove destrukcije, ki se odvija v napredovanju postopkov reprodukcije. Le-ti na področju umetnosti dosežejo vrhunec s pojavom filma, pri katerem je reprodukcija način delovanja medija na več ravneh.
vemo, film se posname, razvije in montira in potem sledi kopiranje in projekcija, kar so forme reprodukcije. V ontološki status, podrekovaj, ontološki status aure je upisano ničega. Za njo vemo šele potem, ko je ni več. Po izginotju je aura prisotna samo kot odsotna in v njej, v pomenu, ki ga je opredelil Benjamin, lahko govorimo šele, ko ugotovimo, da je ni. To pomeni, da o auri ni mogoče govoriti kot o nečem, kar obstaja, z izjemo, kot sledi aure, ne pa aure same, v pravem pomenu besede, pri enkratnih umetniških dogodkih. To najdemo v tem tekstu. Če tudi sam termin aura ni bil nov, pa je bil kot koncept v Benjaminovem besedilu opredeljen tako, da ga ni mogoče misliti zunaj njegovih determinacij, kakor so pač postavljene v Benjaminovem tekstu. Matik kot vrsta drugih avtorjev pred njim, pri čemer ne ravno kakšnih teoretsko nepismenih, kot naprimer, Hannah Arendt, Terry Eagleton in tako naprej. Torej, Matik jemlje auro ali auratičnost umetnin kot atribut, ki šteje tudi zunaj okvira teh determinacij, ki jih je postavil sam Benjamin. Četudi je torej Benjamin izvirno določil učinek aure in sam koncept opredelil tako, kot sem pokazal zgoraj, torej, ko je aura ugotovljena, je že ni več, Matik pravzaprav skuša dokazovati, da aura ne izgine. Toda v ostalem razpravljanju problematičnosti aure, vendarle ne spodbija ključnega učinka Benjaminovega besedila, ki pomeni deklaracijo o prelomu znotraj estetike in s tem o zgodovinskem prevratu v odnosu med umetnostjo in njeno družbeno funkcijo. Kljub nesporazumu glede pomena koncepta aure, pa Matikova analiza še potrdi, da Benjaminova opažanja o umetnosti v kapitalizmu prinašajo izhodišče za razumevanje povezav med proizvodnjo umetnosti in družbeno neenakostjo. Matik napačno rabi pojem aure, ko trdi, da kroženje reprodukcije povečuje auratično pričujočnost izvirnikov. Koncept aure je v takšni zvezi res, da sploh ne razpolago, ker ga je omogočila Benjaminova negativna določitev. Ideja o neponovljivosti izvirnika, ki jo stricto sensu reprodukcija sicer zanika, pa učinkuje in je, kot Matik ugotovi, sklicujoč se na Remija Seslena, temelj nove oblike razrednega razlikovanja, razlikovanja med tistimi, ki imajo v lasti izvirnike, v nasprotju s tistimi, ki premorejo le reprodukcije. Torej, auratičnost, o kateri tu govori Matik, pa nima lastnosti aure iz časov, preden jo je Benjamin per negacionem sploh poimenoval, ampak je stvar konvencije znotraj, v skladu z Rancièrom, bi tako lahko rekli, tako estetskega režima, kot kapitalističnega tržnega sistema in razredne družbene ureditve. To je še zlasti lepo vidno, recimo v primerih podrekovaj izvirnih umetniških fotografij, katerih status originala je dogovorjen, pravno sankcioniran na podlagi dodanega, recimo, podpisa, štampilke, certifikata. Se pravi, med originalno fotografijo je nekaj kontradikcijo injektov, ampak zanimivo, da Matik pristaja na to konvencijo in jo nekako esencialistično razume, tako rečem. V nadaljevanju Matik še dodatno pritrdi Benjamin, priznavajoč, da se redefinicija umetnosti dogaja na področju množičnih medijev. Skratka, to je zanimivo. Matik čisto vse razume, kar Benjamin pravi, razen pojma aure. Na koncu tudi ni mogoče zanikati Matikove trditve, ki pravi, brez revolucionarnih političnih gibanj, ki si jih je Benjamin želel, pa ta redefinicija ni potekala tako, da bi si kulturno produkcijo prilastile množice. Ampak, to bi zdaj lahko pomenilo, da redefinirana umetnost postaja sestavina procesa formiranja revolucionarnega političnega subjekta ali družbenega agensa, ki mu ekspanzija družbenih neenakosti določa konstitutivna izhodišča. Vštevanje umetnosti v formulo transformacije kapitalizma
pa poudarja teoretsko pomembni aspekt družbenosti neenakosti. Namreč ekonomske neenakosti, torej neenakosti v družbeni bazi, se kažejo v vrhni stavbi, kjer imata svojo relevanco umetnosti in teorija, ki pojasnjujeta, kritično osvetljujeta in problematizirata relacije omenjene družbenosti. Če Benjamin torej zaključuje svoje besedilo z najavo politizacije umetnosti, ne govori o nikakršnem njenem koncu in enako bi moralo veljati tudi za estetiko, ampak anticipira možnost umetniške akcije na točkah družbenih fikcij, ki konstituirajo realnost, kakršna reproducira družbeno neenakost. No, to je, bi rekel, jedro tega teksta. Zdaj, od tukaj naprej, skratka, ugotavljam najprej to, ne? V zvezi z tem, kar je tukaj Matik izrekel, ne? Lahko ugotovimo, da se kakor stoji to, da si množice niso prisvojile produkcije umetnosti. So si pa predlastile konsumpcijo umetniške produkcije, vsaj v tistem delu sveta, v katerem vlada turizem. Ne? Skratka, mislim, da že lahko govorimo o tem, da je bila prekoračena tista kritična masa distribucije umetnosti, tudi najsodobnejše umetnosti, performansu, kar hočete, kolikor morate si misliti kaj radikalnega, vse to je zdaj pomnožičeno, vse to je skozi te razne galerije in tako dalje, s pomočjo vodičev, ki to razlagajo in tako dalje, posredovano množicam. Zaradi česar se je pravzaprav mogoče vprašati o tem, ali še velja ta znamenita Benjaminova opaska o reakcionarnem odnosu množic do Picassa in progresivnem odnosu do Chaplina. Ne? Jaz mislim, da ne velja več, da skratka gre že za neko drugo razumevanje. Čeprav je zdaj seveda tle cel kup vprašanj, ne? Denimo, kot pravi John Berger, ne? Za Picassa je daleč bolj pomembno to, kaj on je, kot tisto, kar počne. In tudi, če greste v te Picasso muzeje in tako naprej, vam skratka razlagajo predvsem veliko teh stvari, tudi o tem, kako je Picasso živel in tako dalje. In tudi, kot se ve po izreki Picassovega tesnega prijatelja Manola, ne, je za Picassa slikarstvo bilo nekaj čisto postranskega, ne, za njega so bile druge stvari važne. Tako da, seveda, skozi to se potem, pač bi rekel, na nek način olajša neko razumevanje nekih umetniških gest in tako naprej. Potem, kot sem najavil v povzetku, sicer tle najavljam tudi to, da bomo govorili o Pikettyju in o njegovih observacijah na temo Jane Austen, Honoreja de Balzaca. Zdaj, tole bom samo na kratko omenil. Namreč Piketty prinaša pogled ekonomista, ki vidi romane kot evidenco, kot izraze družbenih odnosov, ki so tem besedilom podlaga njihove izrekljivosti. Seveda v tem primeru ne gre za prispevek na področju estetike, pomembno pa je, da gre za poklon ekonomije umetnosti, ki družbene relacije naredi drugače zaznavne. Namreč, kot pravi Piketty, 2 minute, nismo daleč od sveta Balzaca in Jane Austen. Očitno je, da so družbene strukture zelo različne, vendar je še vedno mogoče usmerjanje zaznav, pričakovanj in hierarhij v odnosu z denarnimi referencami. Dobro, žal te tematike o Shakespearju ne bom mogel predstaviti, ne? Ampak v glavnem, na kratko povedano, hotel sem na enem primeru pokazati, kako pač funkcionira ta politizacija umetnosti. Če ste videli film Anonymous od Ronalda Emmericha, ta film se navezuje na celo tradicijo tega odrekanja avtorstva, originalnega avtorstva Shakespearju, ne, kar je bilo z nekimi razlogi, ki jih tle razlagam. Skratka, ker
Shakespeare po tej tezi, na kateri je ta film narejen, ni bil rojen v tistem razredu, v katerem bi lahko, bi rekel, kompetentno opisoval življenje dvora in tako naprej, ker je svoj drama počel, in hkrati je hodil v šolo, v kateri naj ne bi dobil primerne izobrazbe. Vse to seveda ne drži, je pa, bi rekel, akcija tega filma to, da v času stopnjevanja družbene neenakosti to dodatno utemelji s tem, da Shakespearju odreče možnost, da bi prestopil meje svojega razreda. No, na koncu samo še omenjam drug primer iz tega, na temo te povezave, na povezave, kot bi rekel Miško Šuvakovič, na primeru tega, te skulpture, ki je bila zgrajena ob olimpijadi 2012. Torej, Anish Kapoor je za ne vem koliko milijonov dal zgraditi tole. To se je imenovalo ArcelorMittal Orbit. In s tem je bila še enkrat na tradicionalni zahodni način pokazana bistvena fascinacijska vez med kapitalom, politiko stvarnega ter fikcijskega mesta in umetnosti kot prakse oblikovanja vidnega sveta. Torej, sam še en stavek, vsekakor je vse na področju teorije danes ob soočanju z realnostjo, ki zaustavlja strast po realnem, kot bi rekel Badiou, gotovo, da se skupaj spoznanje o tem, da je Marksova kritika politične ekonomije imela prognostično vrednost, sodobna estetika nasploh niti ne trudi več, da bi se razločevala od svoje marksistične tradicije. Hvala lepa. Mi imamo čas za vprašanja. Jan, Sem glede pač koncepta Aura. Jaz se razumem, se v bistvu to povezval več ali manj z umetnostjo. Mislim, ker pač Susan Buck-Morss, pa mislim, da še par drugih opozarjajo na neko drugi aspekt pač Aure in emblatičnosti, ki v bistvu je bolj povezan s vprašanjem zaznavanja, pač s vprašanjem pač odnosa do sveta, ne kot odnosa do umetnosti. Skratka, te reprodukcijske tehnike, mislim, če si beremo pač malo zgodovine fotografije, kjer je pač Aura tudi nič kolikokrat omenjena, mogoče iz tem se meni zdi dobro, ker vidimo hkrati razvoj fotografije, kar ga on opisuje, in hkrati pač njegov koncept Aure, kako gre. Skratka, gre za zelo specifično historizacijo tehnik reprodukcije, ki pa tudi vplivajo na družbeno življenje. Mislim, da nekje reče, se priti blizu do spreče, danes pomeni, da jih dobesedno premagamo z reprodukcijo. Ker se mi zdi, da je relativno pomembno. No, se jasno pa je, da pač je teh konceptov Aure več. Kako reči, da bi se mi zdi ta koncept Aure mogoče zelo pomenljiv za današnji čas, tudi zelo aktualen. Pač priti blizu, približati se stvari, da jo pač reproduciraš. Ja, zdaj, kot sem rekel, to je strašno široko polje v zvezi z Aurom. Zdaj, po mojem, tako rekel, jasno je, da je Benjaminov poudarek na tem, da se z izginjanjem Aure spremenja kompletno vsa vloga umetnosti in tako dalje. Zdaj, to lahko interpretiramo kakor hočemo, mislim, ne kakor hočemo, pa v različne smeri, Vsekakor je ti skrajni doseg je ta, da ta sprememba karakterja umetnosti pomeni druge načine produkcije umetnosti. Pomeni, skratka, to, kar me se zdi, da si ti na začetku razgovoril o tem, ali kdo drug, ne vem, sem pozabil. Skratka, da se pravzaprav pogovarjamo o tem, ali se spremeni celoten okvir družbenega življenja, v katerem sploh umetnost nastaja. Tako rečem, če bi se zgodilo neka resna revolucija, kaj bi predvsem naredila ta revolucija, če bi hotela ukiniti kapitalizem in tako dalje, bi predvsem ukinila zasluženost ljudi z delom. Kar pomeni, da bi povečala, da bi spremenila prosti čas, za katerega je že Aristotel rekel, da je veliko boljši od delovnega časa,
bi spremenila prosti čas v produktivno kategorijo. Ne? Kar pomeni, potem je vprašanje, kako se sploh v umetnosti še naprej pogovarjamo. No? To je, jaz mislim, nek skrajni domet tega reza, ki ga Benjamin misli s tem, kako ne imenuje to izginjanje aure. Na drugi strani pa mislim, da to izginulost aure treba tudi vzeti v račun, takrat, ko govorimo o tradiciji tega, kar danes imenujemo umetnost. Ne? Te tradicije večinoma ni bilo na ta način, kot si zdaj predstavljamo. Vse ti kulti umetnikov in tako dalje. No. Seveda, o tem recimo več govori John Berger. Ne. Je pa to, kot se vidi tudi pri Matiku, ne. Tudi če auro razumeš drugače kot Benjamin in tako dalje, je to kljub vsemu dobra spodbuda, da spodbudi te določene tematike in je, ko bi rekel, jaz mislim, da je sama uvedba tega koncepta bila po svoje dolgoročno subverzivna, ne, ker je neverjetno se že 40 let kar naprej o tem pogajajo. Tisto, kar pa je, bi rekel, kar jaz mislim, da je čisto enostavno narobe trditi, je pa to, da potem, ko je Benjamin že rekel, da aure ni več, ti še zmer trdiš, da je. Ne, to je pa čisto enostavno, po mojem teoretsko zgrešeno. Ja. Imamo še eno vprašanje. Ko se direktno vežem na tole, to izginjene aure, meni pa Benjaminu ravno tako fascinantno, da s fotografijo takoj ne zgine aura. Aura zgine takrat, ko fotografija rata družbeno praksa. Ja, to je to, kar je bistveno. Ja, ko vstopi v ta režim. Portreti so za njega še vedno auratični. Ko pa fotografija postane objekt med objekti, ko je družbeno protestno na nek način, takrat pride do tega. Za tega sem na začetku imel zaznave, spiranje satane, čez s temi vsemi mediji. Ok, ja. Bova pol. Super predstavitev najprej. Jaz sem hotel samo povedati, na eni strani se mi zdi zanimivo, da ste v bistvu upozorili, sicer manj z estetskega vidika, gleda mogoče bolj ekonomskega, na ta vidik neenakosti pri auri, ko ste v bistvu upozorili na to, da pravzaprav, če sem vas prav razumel, to producira neko novo obliko neenakosti med tistimi, ki imajo originale in tistimi, ki imajo kopije, ampak jaz bi samo upozoril, da tukaj mogoče ni to toliko nova neenakost, koliko je v bistvu nova oblika, oziroma iz ene oblike neenakosti v drugo obliko neenakosti. Ker pravzaprav pred tem ste imeli ljudi, ki so imeli originale in ljudi, ki sploh niso imeli ničesar, zdaj pa pravzaprav ljudi, ki imajo originale in tisti, ki imajo kopije. Zdaj seveda je vprašanje, katera od obeh oblik neenakosti imate sigurno razlike, ampak verjetno obe dve staje, pa vprašanje. Ja, če bi čist historičnega, čist zgodovinskega vidika, ne vem, zdaj govorili, tudi umetnost, takrat, ko je rečemo še imela auro, ko še ni bilo teh tehničnih sredstv in tako dalje, ni imela tega statusa, kot ga ima zdaj. Takrat problema originala ni bilo, enostavno ga ni bilo. In zdaj seveda, zdaj malo poenostavljeno rečeno, umetnost je imela svoje delo, ne vem, recimo v sakralnih objektih, potem recimo Jameson v svoji tej knjigi, kako je že, skratka, o razvijanju občinstva in tako dalje, se potem te stvari, se še pred nastankom teh tehničnih sredstv in tako dalje, se že na nek način distribuira umetnost in, rekel, meščanski domovi postanejo domovanje neke drugega tipa umetnosti, kot recimo dvori pa cerkve, te, rekel, sekularizirane umetnosti in tako dalje. Tudi, rekel, nekih oblik umetnosti, ki rekel, ne smejo biti javne. Recimo, tle priporočam, obstaja ena dobra knjiga, zgodovina te Courbetjeve slike, izvor sveta, ki, kot veste, se ta slika potem znajdla celo pri Lacanu, in je celo Lacan, ki mu res ne moramo očitati kakršne kolosrčnosti ali sramežljivosti ali karkoli, je imel skrito za zaveso. No, tako... Imamo še eno kratko vprašanje, potem pa... Me se zanima, kako
ima mogoče vse en smisel, čeprav jasno, to je čisto teoretska pozicija ljudi Benjamina, ampak kljub temu je iz nekega zgodovinskega vidika gledan v bistvu vse malo redukcionistično deliti na neko obdobje pred in po auri ali pa na pred in po tehnični mehanski reprodukciji, sploh če vemo, da pač ni se začeli z fotografijo ali nekaj takega reproduciranje, ker imamo, ne vem, grafične reprodukcije in tako naprej znanih umetniških del ali pa iz vseh teh sejmov, tudi slabših ali pa manj cenjenih, predvsem cenejših umetnikov na sejmih, ko so se prodajali in tako naprej, se pravi za vzpostavitve umetniškega trga, srednjega veka dalje, isto pač potovanje grafik, ne, mislim, kje bi pol tukaj se dali zagrabiti ta problem. Ja, zdaj, jaz bi rekel tako, tle sem že tudi omenil, no, da Matik ima tudi empirično prav v tem pogledu. Benjamin to sicer tako površno nekaj omenja, ne, da so že prej kopirali slike in tretje. Ne. Vendar mislim, da gre tle za nek, ko bi rekel, vnos neke konceptualne razlike. In, kot sem rekel, treba se spomniti na začetek tega teksta, o katerem zelo malo govorijo. Zaradi tega, ker je bilo v naših glavah, jaz tudi sebe tle vštevam, pa ne vem, svoje kolege in tako dalje, tudi Žižka, neko kar hočete, da smo si skratka dovolili si cenzurirati pomen teh Marxovih konceptov družbene baze in nadstavbe. In Benjamin je v tem svojem tekstu pokazal, ko bi rekel, na to, da se dogaja neka evolucija interakcij med bazo in nadstavbo. In kar hoče pravzaprav namigati s tem je to, da ima umetnost možnost postati neke vrste materialna sila. Na nek način ponazarja tisto, kar je Marx recimo rekel, kako ideje pravzaprav prehajajo, zgubljajo svojo, ne vem, meditativno ali ne vem kakšno lastnost in počasi postajajo orodje v rokah množic. Tle zdaj seveda ne govorim tako, da pravzaprav nakazujem prostor za neke možne teoretske utopije, vendar je treba misliti tudi to, da nas sami kapitalistični cikli mečejo, kot bi rekel, badju, nas soočajo z realnostjo, z realnim, pardon. Mi imamo sicer neko strast po realnosti, hočemo vedeti, nas pa seveda zmer udar nazaj, to realno se vanjega zaletimo in takrat tudi začnejo forme ideologije, v katere lahko tudi celo življenje verjamemo počasi propadati. Tukaj lahko vznikne tisti umetniški dogodek. Ampak o dogodku in tako naprej sem pogovoril lansko leto, pa bo zdaj šlo, si rekel, v maski. Tako da se sklicujem na to, kar sem rekel že lani. Hvala lepa.